Sod kisa. Ana je stala na pragu kmetije v Zavrhu pri Pirničah in mežikala v toplo jesensko sonce. Po dolgem obdobju mračnega in oblačnega vremena je jesenski sonček prav godil. 3 dni nazaj je bila na zdravniškem pregledu in preklasti zdravnik ji je vsorno slil pamet, da je prekomerno hranjena, da ima holesterol in povišan pritisk. Gospa, sladkor bo treba zmanjšati, ste na dobri poti do sladkorne tipa 2. To ne bo dobro. Pa ja, gospod doktor, ne bote no tak pesimist. Moj Janez me uščipne v lička in mi prinese kos pogače in vedno reče, jej, pupca moja, to je naravni botoks, ne rabiš ti injekcij botoksa. Ta prava baba je tista, ki jo počiš po zadnji plati, greš v gostilno in ko prideš nazaj, se ritka še zmeraj maje. Gospa, to ni smešno. Sladkorna bolezen tipa 2 se razvije postopoma. Njen razvoj lahko traja več let, navadno se pojavi v poznejšem življenjskem obdobju pri ljudeh s čezmerno telesno težo in nezdravim življenjskim slogom ter je lahko dedno pogojena. Rezultati raziskav kažejo, da zdravljenje, sprememba življenjskega sloga in redna skrb za zdravje prepreči oziroma zavre pojav poznih zapletov sladkorne bolezni, se ni dal zdravnik. Ti si en zaplet, se je sama pri sebi mislila Ana. Boga, tista pupa, ki bo tebe dobila, ojoj. Sončni žarki so se igrali z vejami na jablani pred hišo in na makadamsko dvorišče metali migetajoče sence. Ana je bila zelo zadovoljna. Prejšnje leto sta z Janezom pridelala 3 inoks cisterne ekološko pridelanega kisa. Vsaka cisterna je merila 2000 litrov in Ana je ravnokar izpraznila drugo cisterno. Na toplem sončku je čakala na avtobus japonskih turistov, ki jih je turistična agencija redno vozila na njihovo ekokmetijo na pokušino kisa in ostalih domačih dobrot. Blagovna znamka Anine eko dobrote iz Zavrha je bila plod trdega dela in odrekanja. Japonci so bili nori na njene izdelke. Avtobus je zamujal 10 minut. Nič, grem odpreti 3. cisterno in poskusiti kis, da slučajno ne bi bilo blamaže, si je rekla Ana in odšla proti kleti. Od sonca pregreta lička so ji žarela v rožnati barvi. Klet je bila temna, ker je vanjo vstopila z bleščečega sonca in za trenutek oslepela. Trajalo je nekaj sekund, da so se ji oči navadile na temo v kleti. 2 ogromni prazni cisterni sta samevali v kotu kleti. Pred njima je stala polna cisterna in čakala na krstno točenje žlahtne vsebine. Odkar je Ana dobila nagrado za kis, je prepoznavnost Anine blagovne znamke skokovito narasla. Cena se je povečala za 30%, pa še ni uspela zadovoljiti vsega povpraševanja. Z Janezom sta bila napredna kmetovalca. Razmišljala sta, da bi kis aromatizirala. Razmišljala sta, kateri okusi so primerni in prišla do genialne ideje. Mango, banana, kurkuma in seveda, brez tega ne gre, konoplja. Super, je bila navdušena Ana. Cisterna je na spodnjem delu imela pipo, skozi katero so lahko natakali kis. Zaradi mularije so pipo zaplombirali. Da je slučajno kakšnemu mulcu ne bi padlo na pamet, da se s pipo igra in jo po nesreči pusti odprto. Ana je vzela klešče, cvikarce in presekala plombirano žico. Vzela je vrč in odprla pipo. Žolto-rumena tekočina je prsknila vrč in potem je curek pojenjal. Iz pipe je samo še kapljalo. O ne, pa menda ja ne, je roke vila Ana. Pa ravno zdaj, ko prihaja poln avtobus Japončkov.
Zaprla je pipo in odhitela po Janeza. Janez je ravno krmil govedo, ko ga je Ana poklicala. Janez! Janez! Pipa je spet zamašena, pridi pomagat. Janez je nejevoljno odvrgel vile in zabel tem. Jebem ti, babe blesave. V kleti ga je pričakal zagaten vonj po kislem, a Janez ga je bil vajen. Vsake toliko se je primerilo, da je sluzasta goba potonila in se je pipa zamašila. Odprl je pipo in nič. Ma, Ana, skoči po lestev, sluzasta goba je potonila, je nejevoljno bevsknil Janez. Ana iz delavnice prinesla priročno lestev, prislonila sta jo na cisterno in Janez je splezal do vrha, odmaknil pokrov in ga pomolil vanj. V rokah je držal priročno ribiško mrežico, ki jo ribiči uporabljajo, da iz vode potegnejo noter neko ujeto ribo. Samo ročaj je bil malo daljši. Janez je mrežo potisnil v rumeno tvarino in jo potisnil do dna. Malo je z njo zaokrožil, da bi zajel sluzasto gobo. Ampak občutek je bil čuden. Na dnu soda je bila očitno gromozanska sluzasta goba. Pojebem ti, a nisi filtrirala kisa? Dole je gromozanska sluzasta goba, se je na Ano razjezil Janez. Ma kako ne, seveda sem, vse cisterne sem pripravljala po istem principu, se ni dala Ana. Prinesi sulico, mreža bo okej, jo bom poskusil napičiti in izvleči. Ana iz delavnice prinesla sulico, ki je imela na koncu privarjen kavelj, ki je omogočal, da napičena stvar ni mogla zdrseti iz puščice. Janez se je trudil in vsakič, ko je potisnil sulico v sod, je zadev na nekaj trdega. No, končno se je razveselil, ko je začutil, da je sluzasto gobo pravilno zadev. Potegnil je sulico iz soda. V temačni kleti se ni takoj videlo, kako velika je napičena sluzasta goba. Zato je Janez sulico z gobo pomolil navzdol proti Aninemu nosu. Je histerično zavreščala Ana. Kot pokošena se je zvrnila po tleh. Janez se je tako prestrašil, da bi skoraj spodnesel lestev in telebnil po tleh. Ana, Ana, pa kaj ti je? Ana, Ana, reci kaj! Je prestrašeno zavpil Janez. Veter je odprl vhodna vrata v klet in sonček je osvetil njeno notranjost. Janeza je skoraj kap. Pogledal je sulico in na koncu sulice je bingljala v ramenskem obroču odrezana človeška roka. Objela ga je slabost. Po kleti se je razširil neznosen smrad. Roka je bila napol segnita, koščki mesa so bingljali od kosti in se nerazpoznavno prepletali s preperelimi kosi blaga. Janez je impulzivno odvrgel sulico in spontano vzkliknil: "O, pizdarija, no!" Sklonil se je k Ani, ki je počasi prihajala k sebi in ji pomagal, da je vstala. Pa saj to ne more biti res, hudiča, pa kaj zdaj to? Je nemočno zaklipala Ana. Stala sta tam kot dva srednjeveška kipa, zmedena, nemočna in brez najmanjše ideje, kaj naj narediti. Ma pokliči hitro policijo, no, 113, je zahlastal Janez.